Razmere na terenu so seveda še vedno zelo akutne in kočljive, od tega, da so nekateri kraji še vedno nedostopni, na mnogih se čisti blato, mulj in voda, pa do tega, da marsikje tudi vstopamo v fazo sušenja. Karitas pomaga predvsem na tistih najbolj prizadetih območjih na Koroškem, Savinjskem in Gorenjskem, pa tudi manj prizadetih, pa vseeno v Podravju, v okolici Ljubljane in tudi drugih krajih. Do sedaj smo na ta področja namenili 300 000 evrov, večina v obliki bonov, ki bodo tudi ljudje v naslednjih dnevih dobili, za najnujnejše življenjske potrebščine, za orodje in podobno. Skupaj do sedaj smo zbrali več kot 1,5 milijona sredstev za SMS-i, denarnimi sredstvi, donacijami in podobno. Odzvala so se tudi mnoga podjetja, za kar se iskreno zahvaljujemo. Hvaležni smo tudi vsem prostovoljcem, več kot 900 jih je na terenu vsak dan, od tega 200 mladih. Tukaj pa opozorilo in še vedno prošnja, prej se prijavite, prej se dogovorite, imejte s sabo primerno orodje, obutev, rokavice in podobno. Tako da hvala vsem, ki pomagate, žal bo ta pomoč potrebna ne samo v dnevih, tednih, mesecih, verjetno bo trajalo tudi leto. Hvala lepa, se lahko prosim še predstavite? Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas.